si želi me nadvse. Ljubi silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se opogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, ob vsem siju tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog
človeško življenje, unikat, original. Pred vami nikoli ni živela oseba, ki bi bila enaka vam. Tudi za vami ne bo nikoli noben človek, ki bi bil tak kot vi. Vsak je Božji unikat, original. To nam govori, da smo zelo dragoceni in naše življenje vredno. Ko se je Jezus pogovarjal z ljudmi svojega časa o problemih, težavah, skrbmi življenja, je dejal: vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se. To presega naš razum, a je vendar resničnost. Za Boga smo tako pomembni, da so najmanjše podrobnosti našega življenja za njega pomembne. V njegovih očeh nismo le številke, skupine ali del neke kategorije, temveč dragoceni posamezniki. Zakaj tega v življenju ne čutimo bolj? Manjše ali večje izkušnje zavrženosti, ki jih doživljamo vsak dan, že od otroštva nam daje občutek, da v tem svetu nismo smatrani za pomembne. Otroci pogosto dobijo občutek, da gredo svojim staršem na živce ali da nimajo v določenem trenutku časa za njih. Dobivajo občutek osamljenosti, prezretosti, še posebej, če starši prezrejo njihove prošnje ali solze. Več zavrnitev v življenju doživimo, večji je občutek, da nismo dragoceni ljudem in tudi Bogu ne. Prav tako odraščanje v okolju, kjer nas učijo, da smo gola slučajnost, globoko vpliva na nas, prevzema nas občutek prepuščenosti samemu sebi. Na osnovi izkustev, trenutkov preziranj, nevere nam je težko verjeti, da smo Bogu pomembni. In če k temu dodamo še dejstvo, da vsak dan se pregrešimo in vedno znova potrebujemo odpuščanje, tudi to prinaša v naš občutek uničevanja samozavesti. Vse to povzroča občutke, da ne moremo biti cenjeni in ljubljeni. Toda če Bog pozna celo število naših las, potem se nobena molitev ne izgubi in nobena solza ne steče, ne da bi on vedel. Naš največji problem pa je, da smo duhovno ločeni od Boga. Zaradi grehov smo izgubili skupnost z njim. To je duhovni prepad med človekom in Bogom. Tega se takoj ne zavedamo, ne vidimo, ne spoznamo. Čeprav smo Božje stvarstvo, pa je duhovna ločitev od Boga prinesla v naše srce globoko praznino, osamljenost, občutek zavrženosti, nevero in duhovno slepoto. Dokler smo duhovno ločeni od Boga, nas sveto pismo opisuje kot nevernike. Mogoče je to za danes negativni prizvok, toda to je realni opis nekoga, ki ne verjame Boga. Božja beseda pravi, za nevernike,
ki jim je Bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga. Nevernik je človek, ki je zaslepljen, ne vidi, ne pozna veličine in resnice o Bogu, Kristusu. Dokler imamo v svojem srcu napačno predstavo o Bogu, da ga ni, ali pa mogoče jeznega, strogega Boga, ki nas želi samo kaznovati za naše grehe, ne moremo čutiti in doživljati, kako dragoceni, pomembni in edinstveni smo za Boga. Ena od pomembnih svetopisemskih vrst, ki govorijo, kakšen je Bog in kakšen odnos ima do človeštva, je v Janezovem evangeliju 3. poglavju 16. in 17. vrsta. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kaj vidimo tukaj na prvem mestu? Bog nas ljubi. To so besede, ki jih je povedal sam Jezus. Bog človeštvo rešuje in noče, da bi bilo pogubljeno. Ljubezen je tako globoka, da je bil Jezus pripravljen umreti za naše grehe namesto nas. Težko nam je to dojeti, sprejeti, ker imamo zaradi zavrnitev v življenju popolnoma drugačne občutke. Zato moramo slišati evangelij. Evangelij pomeni veselo sporočilo, da nas Bog ljubi, da je Jezus umrl namesto nas, da ne bi ostali večno ločeni od Boga v praznini, občutku manj vrednosti in podobno. Ko je Jezus začel delovati javno, je bilo njegovo sporočilo: čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Z Jezusovim rojstvom in potem delovanjem je nastopil poseben čas, poslednji čas. Božje kraljestvo se je po Jezusu približalo. Bog se na človeški način približal človeštvu, da bi lahko slišalo, spoznalo o ljubečem Bogu, ki nam je dal življenje. Spreobrnite se, obrnite se nazaj k Bogu, verujte in zaupajte mu, ker vas ljubi in želi najboljše za naše življenje. To je zelo radikalna odločitev vere. Dokler smo duhovno slepi, ne vidimo, ne vemo, dvomimo, da je to vse res o Bogu. Potreben je korak vere, odločitve zaupati Bogu, da me res ljubi in želi odstraniti duhovno temo, da lahko doživim njegovo ljubezen, sprejetost, spoznanje, da je moje življenje unikat, original od Boga. Če bomo odprli srce Bogu, bomo začeli doživljati njegovo bližino, sprejetost, odpuščanje. Bog bo po Svetem Duhu začel delati spremembe v našem življenju. Duhovno bomo oživeli,
Duhovna slepota bo odstranjena. Jezus je povedal takole: kar je rojeno iz mesa, je meso. In kar je rojeno iz duha, je duh. Ne čudite, da sem ti rekel, morate se roditi od zgoraj. Mi vsi smo telesno rojeni. Jezus je rekel, kar je rojeno iz mesa, je meso. Potem pa je govoril še o duhovnem rojstvu. Kar je rojeno iz duha, je duh. Tukaj jaz govori o tej radikalni spremembi, ki pride v naše življenje po spreobrnitvi. Ko priznamo svoje pomanjkljivosti, svojo grešnost in izgubljenost pred Bogom. Ko nekdo sprejme Jezusa za svojega odrešenika v svoje srce, potem Bog izvrši novo rojstvo, duhovno rojstvo. To je darilo, ne zaslužek. Božja navzočnost v našem življenju nas vodi, da živimo in rastemo v spoznanju Boga, njegove sprejetosti, da smo dragoceni za Boga, da so za Boga pomembne tudi malenkosti, kot je število las na naši glavi. Začetek življenja z Bogom, če hočete tudi krščanskega življenja, je, da Boga doživljamo v svoji notranjosti. Bog je vse povsod. Tudi njegovo delovanje lahko doživimo tam, kjer so ljudje odprti za njega. Cilj Boga je, da ponovno zadobi naša srca za njegovo ljubezen. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci vsem, ki verujejo v njeno ime. Sprejetje Jezusa v svoje srce prinaša, da postanemo Božji otroci. Ne samo njegovo stvarstvo, ampak njegovi otroci, kjer Bog prevzame odgovornost, da bo skrbel za nas, nas varoval in poglabljal odnos z nami, če se prepustimo njegovemu delovanju. Bogu smo zelo pomembni, dragoceni. Plačal je najvišjo ceno, da bi nas pridobil nazaj. Sprejmimo svojo vrednost in dovolimo Svetemu Duhu, da obnovi vsak prostor naše osebnosti in nas izpolni z Božjo navzočnostjo. Ne pozabimo, za Boga je vsako življenje unikat. Pred vami nikoli ni živela oseba, ki bi bila enaka vam. Tudi za vami ne bo hodil noben človek, ki bi bil tak kot vi. Amen. Blagoslovljeno nedeljo vam želim. Amazing.